Nahajamo se v predelanem prostoru Aksiome. V razstavnem prostoru je predstavljena totalna instalacija, prav kot v primeru Ilije Kabakova, njegovega dela Mož, ki je poletel iz svojega stanovanja v vesolje. V tem primeru najina totalna instalacija tukaj prikazuje posnemanje dejanskih prostorov, ki pa niso resnični, saj so v tem primeru koriščeni za galerijski kontekst. Pri totalni instalaciji gre za to imerzivno izkušnjo, kjer gledalec tekom kroženja po prostoru in opazovanja instalacije sprotno dešifrira narativ, ki ga razbira iz neposredne okolice. Tukaj vstopi ta pusta lopa, ki je liminal space, nastopi kot prehodni prostor brez identitete. Prostor je sestavljen iz lesenih panelov, se pravi, centralna figura v prostoru, predmet, ki je zgrajena po principu prevesne gugalnice. Paneli, ki jo obdajajo z vseh strani, se pravi, vse stene, strop, streha in tla prepuščajo dnevno svetlobo. Se pravi, imamo ustvarjeno umetno nebo, ki pronica skozi špranje v strehi. Glavni motiv za to tukaj je bil ustvariti občutek obsevanja strani dnevne svetlobe, ki še dodatno potencira ta zaprt, utesnjen, že osvetljen prostor notranjosti lope. Če je še pri predhodni razstavi Žive božični krebec šlo do neke mere za preseganje razstavnega prostora, potem gre za razstavo Eme Antić in Maxa Britzlja za infiltracijo razstavnega prostora, za vdor v razstavni prostor strani sil, ki so izven našega nadzora. Prostor, kot sta ga umetnika zastavila, je pa pomembna na nek način ta zožitev galerijskega prostora, da galerijski prostor postane tesnoben, klavstrofoben prostor in predvsem prostor, ki je povsem zaznamovan z umetniškim delom. Torej ni praktično niti centimetra, ki bi bil zgolj goli abstraktni background v umetniškem delu, temveč to umetniško delo kot skoraj neka organska tvorba zraste znotraj razstavnega prostora in nas vabi, da vanj vstopimo. Lesena konstrukcija stoji kot prizorišče nenavadnih aktivnosti, katere so nam dostopne zgolj kot, v bistvu mi imamo dostopno njih zgolj kot do njihovega aftermatha, do posledic teh aktivnosti. Bodisi gre tu za neko paranoidno zbiranje oziroma hordanje predmetov, bodisi za zgolj za zabijanje časa in zadrževanje v prostoru, kar te aktivnosti proizvedejo v bistvu prostor zaznamovan z neko specifično vrsto okultizma, ki ponavadi vznikne ravno v teh intenzivnih stanjih stoječega časa ali dolg časa. Mi razbiramo ta okultizem zgolj prek to utojenost tega prostora. Prostor je imerziven, je sugestiven do neke mere, lahko nam ponuja podobe, skozi katerega ga lahko začnemo razbirati in
dostopati do njega, vendar hkrati pa nima zares pomena, ki bi bil nam dan na sami površini. Se izogiba, je, kot rečeno, alieniran, tuj, in ravno v tej dinamiki umetnika v bistvu vzpostavljata prostor, v katerem se vzpostavljajo specifična telesna stanja nas kot gledalcev, v katerem se moramo na novo orientirati, na katerem se na novo vzpostavljamo kot gibajoča se fizična telesa in bitja. Če se ozremo po prostoru, lahko opazimo, da na površini gre za preprosto leseno konstrukcijo, ki pa je le v bistvu prekrita z številnimi gestami, risbami ali drugimi znamenji, ki sta jih umetnika pisala v te stene, in gre ravno kot za te sledi tega robnega zbiranja oziroma zapravljanja časa, tako kot v bistvu čečkanje, na nek način, ki privede do svojevrstnih, skoraj na nek način podzavestnih miselnih procesov in za nek način vpisujejo v sam osrednji objekt v tej leseni konstrukciji, kot tudi v vsak v bistvu centimeter te lesene konstrukcije. Težko bi bilo reči, da je vsaka ta risba svoje umetniško delo, temveč v bistvu zgolj neka sled, element, ki prispeva k temu, da se gradi razstaviščni prostor, kot v bistvu ta imerzivna instalacija. Kar pa me tudi privede potem do osrednjega objekta v razstavišču, ki je nekako ravno logika te risbe, ki bi jo oseba naredila, ko se dolgočasi, na neki potencirani ravni, ki se materializira, ki se množi, ki prevzame nek skoraj viralno logiko sestavljanja in oblikovanja, in to privede v bistvu do tega velikega objekta sredi lesene konstrukcije, ki zavzame praktično večji del same konstrukcije. Objekt je zaradi tega rahlo nelagoden, rahlo grozeč, ker nam ne omogoča zares, da bi imeli dobršno razdaljo, da ga lahko vidimo oddaleč, da ga lahko vidimo z preprostim pregledom, temveč se moramo okorno premikati okoli njega in na ta način bolj interagirati v bistvu s celotno konstrukcijo, s celotnim prostorom, kot pa če bi to bilo v nekakšnem bolj klasičnem razstaviščnem settingu. Delo Heiress Prince for Burial T-shirts je palimpsest, torej spraskano za ponovno rabo. V središču prostora je predmet oziroma togo telo, ki izhaja iz modela prevesne gugalnice. V sredini ima težišče oziroma os, in to os oziroma to vrtišče držijo oporniki. Gre za navojno palico, na katere so nanašala ploščate, izrezane like iz lesa, ki akumulirani tvorijo obliko te otroške gugalnice. Risbe in zapise na prevesni gugalnici na panelih obravnavamo kot neke vrste oziroma kot najden material. Gre za neke vrste fiktivljanje. V osnovi sva razmišljala o stiku z nekim zapisom,
ureznino, nalepko v javnem prostoru, kot v stiku z nekim drugim prostorom, časom. Blizu je fenomenu, kot je recimo Cool S, Cool S. Ta Cool S, Cool S izhaja sicer iz grafiti scene. Naj zanima predvsem zato, ker ta zelo prepoznaven simbol oziroma zapis nima nekega definiranega izvora. Kot nek v bistvu neozaveščen proces, kolektivno reproduciranje. Torej gre za neko otroško kraco, reproducirano po zvezkih mizah. Ta palimpsest so si zastavila kot neko obliko oziroma pristop k fiktivljanju, ki pa ne izhaja iz določenega izročila, ampak gre za nek bolj generativen proces, za kulturne artefakte bolj emergentne narave. To, da so podobice najdene, že nakazuje na neko predhodno stanje skladiščenja, nekega stanja v recimo arhivih ali pa zvezkih. Tudi tukaj gre za element fiktivljanja in te risbe so izrazito nastopijo kot grafičen element nekih označb, nekih signalov, ki pa nimajo neke konkretne definicije v tem primeru.